večerka v Kanado. Ja, to, se vi to omenjali, se pa še zadnje delo predavanja, da smo proti koncu, da ne bo kdo v strahu, da bo predolgo tukaj. Samo mogoče, da ste omenjali, kako so šli. Jaz sem enkrat na enem takem večeru, je prišla do mene ena gospa, ki je pripovedovala o tem, kakšne tragične zgodbe je pisal v resnici ta čas. Je rekla, da ona je bila vse svoje življenje, ta starejša gospa, je rekla, da je vse svoje življenje prepričana, da je njena mama edinka. Da je samo mama, da ima pač mama in da mama ni imela brato in sestre. Ko je Slovenija ostala samostojna v tistem letih, v 91, mama je že zelo stara, v bistvu se je poslavljala sveta, je rekla praktično na smrtni posli. In je povedala, da ima 7 bratov in sestre, ki so šli vsi potem čez mejo in potem v Ameriko. In se o njih ni upala govoriti. 40 let jih je zamolčala. Ni upala povedati, da ima brate in sestre, ker ni hotela pečata družini otrokom dati, češ, da so domobranska družina in da ne bi te krivic trpeli. In je potem še rekla, in ta gospa se je izjokala, je rekla, jaz sem zvedla praktično, ko Slovenski ste postala samostojna država, sem zvedla, da imam tete, strice, da imam sorodnike. A veste, kako je to za človeka, ker misli, da je sam. Tako res pretresljive stvari. In to so bile res take hude zgodbe, ampak tudi zelo lepe in danes ali take lepi govorimo. In mogoče samo še par besed, že prej sem omenjala recimo te tiskovini. Slovenci so imeli, slovenska beseda je res pomembna. Začeli so tiskati ogromno knjig, je stalo učbenikov. In spet, to je vse ciklostil, to je bilo treba vse iznajdljivost. Papir je bil vsa leta po vojni črnem trgu zadobiti. To so bili drage reči, ampak to je bilo za njih pomembno. Tako da je okoli 500 različnih naslovov bilo izdanih v taboriščih, slovenskih taboriščih po drugi svetovni vojni. Nekaj boste videli na slikih in tako. In ena prej sem rekla, da so razmišljali o samostojni Sloveniji. In recimo ta sicer je izhajal v Italiji, ampak vseeno, da imam pa sabo, recimo časopis Zedinjena Slovenija. Čisto vsak dan, do odhoda je izhajal. To je dnevnik, njihov dnevnik. Vsak dan so prinašali poročila iz življenja v domovini, v svetu in pa tudi v begunskem taborišču. Potem, kar je en časopis, imam tudi sicer kopijo sabo, ampak me vsakič znova navduš. Rekla sem, da je bila ta vzgoja za domovino, za domoljubje, za ta pričut, za narod, vso bogatstvo naše kulturne dediščine, ampak ne samo to, tudi čut za lepo so želeli razvijati. In kako se je to videlo? Poznate Burdo, a ne revijo Burdo. No, tam so pa lepo video začeli izdajati za dekleta in žene, za šivanje. In tudi v prve številki lepo napisali, ker želijo tudi kljub težkim razmeram, v kateri so se ta čut za lepo razvijati. Tako da res tudi ta dimenzija ni umanjkala. Da so pa vse to, se pravi, vse to zgleda bogata zgodba, res je izjemna. Zdi se tako, da je bilo nekaj življenje steklo, da je bilo lepo, da je bilo vendar v taboriščih. Ampak velja počrta omeniti, da je bilo tudi zelo težko. Zakaj? Slovenske oblasti se niso sprijaznile, da slovenski begunci, da maja 1945 niso dobili nazaj tudi teh 6000 beguncev, civilistov. Tega niso mogli sprejeti. In so ves čas pritiskali na zavezniške oblasti, da naj na tak ali drugačen način jih vrne. Ampak tu so se Angleži zelo, pač so se držali te zaveze, pa so, da prisilno več ne bodo vrnili nazaj nikogar. So pa seveda naredili čisto vse, kar so lahko, da bi se ljudje sami odločili in se vrnili nazaj v domovino. Vse človek in po eni strani razume, veste, vzdrževati 200 000 beguncev, hrano, logistiko je pač zahtevno, ampak vseeno. In kakšen je bil ta pritisk? Od tega, da že tako skromno hrano so še zmanjšali. Slovencem, ki so videli, da je ta kulturni razcvet, to življenje šolstvo, da jim dviguje samozavest, da je ta občutek in pokončnega človeka, so začeli to dejavnosti omejevati in celo v neki točki prepovedovati. Nagajali so jih seveda Slovenci iz domovine. V taborišča so prihajala seznama domnevnih vojnih zločincev in ne boste verjeli, kdo so bili na teh seznamih vojnih zločincev. Koga mislite, da so uvrstili? Na teh seznamih vojnih zločincev, ki so prihajali, so bili čisto vsi najpomembnejši možje, ki so kreirali kulturno življenje v taboriščih. V šolskem, ves profesorski zbor je seveda bil gor.
Slovenije v taborišče in Ameriki so jih pustili. Prišli sem razlagati, pridite nazaj v domovino, nič hudega se vam ne bo zgodilo in bo krasno, pridite nazaj, res ste v varnih rokah in tako dalje. Marsikater begunec je poročal, da je med temi komisijami, med temi člani komisij prepoznal tudi likvidatore v njihovi vasi med vojniki. Težko so bili prepričljivi. In najhujša stvar, pa eden najhujših pritiskov, ki so jih doživeli, strani pa Angležev tudi, da so konec novembra 1946 se odločili, da praktično čez noč zaprejo taborišče Pegec. To je bilo to taborišče, ki je bilo največje, ki je pravzaprav imelo naziv slovensko, ker večina taboriščnikov je bilo slovenskih. Čez noč so zaprli in to je bilo taka res huda, tisto leto je bilo zelo huda zima, veliko snega, mraz. Oni so imeli tam vse pripravljeno za zimo, drva, vse, kar je bilo potrebno. Nič jim niso pustili vzeti samo. Dali so in so rekli, damo vas na vlake, živilske vagone, se pravi, ne te kupeje, ko se usedeš na klop, in greste v taborišče, ki je 70 km oddaljeno od tega taborišča v Špital. Ljudje, taborišča iz Pegeca, to mi je prepovedal ne samo eden, kakšno stisko so takrat doživeli. A veste, oni so mi pripričali, kaj pa, če tudi nas zdaj vračajo domov. Kaj zdaj? Živilski vagoni brez okn, tiste male režice, zaprto in noter. No in že danes sem trikrat omela tega gospoda Johna Corselisa, Angleža. On je razumel, on je v času spoznal slovensko srce in jih je poznal. In je rekel, lejte, če bo slučajno, boste videli, da vlak ne gre proti Špitalu, ampak da se obrača, da bo šel pravzaprav proti Jugoslaviji, je moškim dovolil, pa če mi je omogočil, da so nas skrivaj vzeli sekire. In ker tako boste si lahko utrli pot. In so res, možje so vzeli sabo na skrivnem, na vlak sekire, sreči jih ni bilo potrebno, vlak je dejansko odpeljal proti Špitalu, ampak ko so rekli, eden od najhujših pritiskov Angležev, kaj sem imela v mislih, ne samo ta občutek, da jih mogoče vračajo v Jugoslavijo, spet 70 km vlak, proga, nič tako, nič posebnega, je vlak vozil 2 dni. V mrazu, so imeli noter zaprte, ta psihični pritisk, ki bi naj pomagal k temu, da bi se odločili k vrniti v domovino. Ampak vsi tam, večina Slovencev se vendarle ni tako odločila. Sami so tudi pripovedovali, da so vse to zdržali, kar so doživeli maja 1945, izgubo domovine, poboj domobrancev, najbližjih, da vse to, kar se je potem še dogajalo, da so lahko to preživeli, prenašali za takim, izjemno pogumom, so povedali, da to je bil eden usidrani res v globoki veri. To so bili ljudje, ki res v sebi nosili globoko vero, to so bili zelo verni ljudje. Slovenci, taki kot je. Tako da, kot sem že prej rekla, kamorkoli so prišli, najlepši prostor, koliko so sami lahko zbirali namene, kapelci. Skušali so to življenje, begunsko življenje, taborišče življenje, kar najbolj približa temu verskemu življenju doma, tako da so imeli procesije. Boste videli to slike, kako lepo so oblekali otroke za telovsko procesijo, kako so za tagmašno obleka izgledala, kako iz tega kosu materijala, ki so imeli naredili res lepe obleke za obnedelje, da so se počutili res dostojanstveno. Imeli so šmarniške pobožnosti, rožnovenske pobožnosti. Skratka, res živeli to verčno življenje. Kot so sami rekli, to so bile pravzaprav njihove duhovne vaje, 4-letne duhovne vaje, ki jih je potem se pripravljali na življenje na tujem, v novih domovinah. Tako da tle včasih res zaključujem svoje predavanje, če ste imeli še kakšno vprašanje, še kakšno misel, bom vesela. In čisto za konec, veste, kam večina Slovencev, kam je odšlo, v Argentino. Glavni razlog, zakaj je bilo to možno, je bilo ravno pred, kaj je zdaj to, 2 mesecema, malo še manj, so se v Rovnah spominjali njihovega rojaka, Janeza Hladnika, duhovnika, ki je živel v Argentini, že pred vojno je prišel tam, dobil tudi eno ugled in omogočil takratnemu predsedniku Argentine, povedal, kakšna je situacija. In argentinski predsednik je takrat rekel, lahko 10.000 Slovencev pride v Argentino, ne glede na to, so stari, mladi,
pač družine ali pač samski ljudje. Zakaj to pravim? Ker Evropa in tudi na svet niso bili odprti kar tako. Države so strogo pošiljale sezname, koga želijo svojo državo. Želeli so pa zraven delovno silo, gradbenike in pač kogar so potrebovali švilje in jih ni zanimalo, če so zadnje družine. In pač, skratka, zato večina Slovencev odide v Argentino. Ta begunska pot je pa res, ki je res fenomenalna. Poglejte si še slike, to sem vas hodila še čisto na koncu opozoriti, ko boste gledali slike, še eno reč boste pozorili. Končala za svoje predavanje o zvero, o tem njihovi moči v veri. Poglejte te obraze, teh ljudi na slikah. A ste kdaj, koliko hodite po cesti, pozorni, kako, s kakšnimi obrazi hodimo mi danes po cesti? Tako, Bog mi reči, da je ves siv, mrk, tak. Ti obrazi pa ste videli. To so tudi, mrci kakšen, kaj profesionalni fotografi je tudi upozoril, da res je to tako. Te obrazi so svetli, upanja polni, nobenega brez upanja na teh obrazih. Kljub temu, v kakšnih razmerah so živeli in pač morali se znajti. Tako boste videli res te svetle zgodbe, obraze, ki pravzaprav jaz mislim, da danes nam imajo veliko zapovedati in so nam lahko vsem, tudi na dan vrnitve Primorske matični domovini, v spodbudo, da ohranimo svojo zvestobo do tega, kar smo bili in da tudi smo še naprej. Ponosni Slovenci in vse, kar nam... Mi smo, ja. Ja, vse je prav. Jaz mislim, da je prav. Vodimo sveta vzgled vsem drugim. No in tle pa res zaključujem, tako da hvala, ker ste me poslušali. Hvala tudi za res tele vmesna vprašanje in tole pričevanje z glasbenim vložkom. Tako da res hvala gospodu za receptacijo. Jaz ne, kako ste bili doživeli, ampak jaz sem dobila solze v oči, tako da res hvala.